ugotavljam, da smo sklepčni. Pozdravljam vse goste in člane in članice komisije. Silom razmer, ker predsednik je javil, da je obstal nekaj v prometu, podpredsednik komisije se popravičil, so me pač naprosili, da to sejo vodim jaz vsaj do prihoda predsednika. Pa bi potem kar predlagan dnevni red prebral, preden ga dam na glasovanje. Dobili smo ga z gradivom, imamo predvidenih 7 točk. Prva točka, predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov. Druga točka, predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa. Tretja točka, predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2014/49/EU glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev sistemov jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti. Četrta točka, predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 1286/2014 glede posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami. Točka 5, predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktiv 2009/65/ES ter 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU in 2016/97 v zvezi s pravili Unije o zaščiti malih vlagateljev. Točka 6, predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljalskih dejavnikov. Točka 7, potrditev zapisnikov 12., 13., 14. redne seje ter druge izredne seje komisije. Kdo je za tak predlog dnevnega reda, prosim, da dvignemo roke. Hvala, soglasno potrjen dnevni red. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Prva točka je predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov. Z Ministrstva za infrastrukturo, gospod Andrej Rajh, beseda je vaša. Tako, hvala lepa, spoštovani člani Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve. Pred nami je torej uredba, ki določa najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmor ter najkrajši dnevni in tedenski čas počitka za voznike v sektorju komercialnega prevoza. Uredba se tako uporablja za cestne prevoznike in njihove voznike, ne glede na to, ali so vključeni v prevoz potnikov ali blaga, ali pa prevoz potnikov linijski ali občasen. Obstoječa pravila vplivajo na pogoje dela voznikov, saj si ne morejo vzeti odmora, kadar jim to ustreza. Prav tako ne morejo čim bolj zmanjšati število prenočitev z doma. To pa med drugim vpliva na ravni stresa in utrujenosti voznikov, ter tako zmanjšuje privlačnost poklica voznika, kakor tudi ogroža varnost v cestnem prometu. Izpostavljamo, da obstajajo neenaki pogoji za ponudnike občasnih mednarodnih prevozov in ponudnike notranjih, torej domačih prevozov potnikov. Za občasne prevoze, ki potekajo samo v eni državi članici, se namreč ne more uporabljati 12-urno odstopanje, kot je to določeno za mednarodne prevoze. Tako je na primer potovanje na dolge razdalje znotraj ene državne članice, na primer po Nemčiji ali pa Franciji, ni upravičeno do 12-urnega odstopanja, medtem ko potovanje med Belgijo, Luksemburgom in Nemčijo, čeprav med temi prevozi morda ni nobene razlike v smislu razdalje in trajanja, je.
Predlog uredbe o spremembi uredbe glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov revidira obstoječo uredbo s ciljem zagotovitve prožnejše porazdelitve odmorov in časa počitka ter določa enako obravnavo za mednarodne in notranje občasne prevoze potnikov. To se mi zdi zelo pomembno. S predlogom se tako ne spreminjajo sedanji najkrajši odmori ali čas počitka ali najdaljši čas vožnje. Namen je zagotoviti učinkovito in visokokakovostno storitev prevoza potnikov ter izboljšati pogoje dela in vožnje za voznike, zlasti, da se čim bolj zmanjša njihov stres in utrujenost. Na ministrstvu tako predlagamo, da se sprejme naslednje sklepe. Republika Slovenija podpira prizadevanje Evropske komisije, da se na nivoju Evropske unije v sektorju občasnih prevozov potnikov uredijo skupne minimalne zahteve glede najkrajših odmorov ter dnevnih in tedenskih časov počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov, ki so urejeni v uredbi Evropskega sveta in parlamenta. Drugič, Republika Slovenija ne nasprotuje, da se voznikom pri upravljanju občasnega prevoza potnikov dovoli, da obvezni odmor v trajanju 45 minut lahko razdelijo na 3 ločene, vsaj 15-minutne odmore, poleg obstoječe možnosti, da odmor razdelijo na 2 ločena odmora dolga 15 in 30 minut. Tretjič, Republika Slovenija glede ostalih predlogov, predvsem glede zamika začetka izvajanja dnevnega počitka in veljavnosti pravil tudi pri izvajanju notranjih občasnih prevozov pričakuje, da se bo v nadaljnji razpravi v zvezi s podanimi predlogi pridobilo dodatna pojasnila in bolj podrobne obrazložitve posameznih predlaganih ukrepov. In četrtič, Republika Slovenija si bo v primeru sprejetja določenega konsenza glede predlagane rešitve prizadevala, da se zagotovi ustrezne rešitve, ki bodo sprejemljive vsem, ki so vključeni v izvajanje občasnih prevozov potnikov in nenazadnje tudi uporabnikov teh prevozov. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, gospod Rajh, in seveda hvala tudi kolegu Poholetu, da je naredil uvod komisije. Sedaj pa odpiram razpravo državnih svetnic in svetnikov, tako da izvolite, kolegice in kolegi. Ima kdo? Ja, državni svetnik Miroš Pohole. Hvala za besedo. Meni vprašanje. Se pravi, tukaj imamo mi zdaj občasne in redne prevoze potnikov, to zdaj ne bi veljalo za cestni promet samo. Sam za cestni promet, ne? Se pravi, a imamo recimo za železniški promet tudi na ravni Evropske unije, če mogoče veste, enaka merila oziroma pravila, kot se zdaj uvajajo za cestni promet. Prosim za odgovor, ja. Poglejte, v bistvu Agencija za železniški promet regulira način, na kak način vozijo vlaki po naših progah, glede na to, da so tiri v Evropski uniji dostopni vsem prevoznikom pod enakimi pogoji, je na nivoju Evropske unije, so na nivoju Evropske unije določena, so na nivoju Evropske unije za te potrebe določene skupne standardi in normativi. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, razprava? Ja. Državni svetnik Andrej Korene, izvoli. Ja, hvala lepa za besedo, predsednik, kolegice, svetnice, svetniki, vsi vabljeni, lepo pozdravljeni. Sam lahko rečem, da predlog uredbe oziroma tudi mnenje vlade na nek način podpiram, ker po eni strani poenostavlja upravljanje cestnega prometa res v tistih konicah. Me pa zanima, v kompletnem besedilu oziroma gradivu je bilo omenjena preverba pri socialnih partnerjih, kjer pa je diametralna razlika, pri tem se je vprašalo prevoznike oziroma ceh prevoznikov in pa sindikate. Kje so bile tle največje razlike? Ali je teh 15 minut, oziroma teh 45 minut, ki se razdeli na 15 minut, ali je pa tisto, kar jaz mislim, da je, da se podaljšuje delovni čas v primerih, da ne more zaključiti, da se lahko 2 ure v primeru, da še ni imel tega voznega časa, šofer
sicer dovolj, da ga lahko podaljša, da je enkrat 1 uro, enkrat 2 uri. Tako da, če imate mogoče tukaj kakšno pojasnilo glede teh nesoglasij med socialnimi partnerji. Hvala. Jaz bom prosil, da moj sodelavec Zdravko Igličar poda odgovor na to. Hvala lepa za besedo. V postopku usklajevanja mnenja smo pridobili mnenje od Združenja prevoznikov, tako od Gospodarske zbornice Slovenije kot od Obrtne zbornice Slovenije, kot strani samih sindikatov voznikov. Dobili smo mnenja od 2 sindikatov. Eno mnenje je sindikat voznikov avtobusov Slovenije, drugo mnenje pa je sindikat delavca prometa in zvez. Strani sindikata avtobusnih prevoznikov smo dobili pritrdilno mnenje, da se delitev odmora 45 minut lahko razdeli na 3x po 15 minut, ker to pomeni bolj fleksibilno, bolj prožno delovanje samega voznika, da ni prisiljen delati odmore 15 plus 30 minut. S tem, da so pa v bistvu nasprotovali temu, da se ta pravila uvedejo tudi v notranjem prometu. Ker namreč sedanja pravila te izjeme veljajo samo v mednarodnem prometu, kar pa stališče recimo Ministrstva za infrastrukturo glede notranjega prometa samo v Sloveniji, ne, da se upravljajo neki občasni prevozi, ki trajajo več kot 6 dni do 12 dni, verjetno ni stališča prevoznikov ali pa samih turistov tako pomembno, tako da so ta vprašanja bolj naslonjena na večje države, geografsko večje države v okviru Evropske skupnosti. Tako kot je že naš državni sekretar povedal, recimo prevozi znotraj Nemčije ali pa znotraj Francije so v bistvu časovno ali pa vsebinsko enako vredni, kakor pa prevozi med Luksemburgom, Belgijo ali pa Nizozemsko, ki trajajo po kilometrih, po času ravno toliko časa, ampak ker je to mednarodni prevoz, so pač ta odstopanja dovoljna. Tako da tukaj čakamo v okviru razprave še kakšno bo predvsem odločitev teh večjih držav, kako gledajo na to. Mnenje sindikata delavcev prometu in zvez pa je v osnovi v celoti negativno, ne podpirajo nobenih sprememb, ker so oni kot člani mednarodnega združenja sindikatov ETF in ETF je zavzel stališče, da vsi predlogi, ki so, pač niso v smeri, da bi se zmanjševala ta cestna varnost, da se tudi poveča večja utrujenost voznikov, tako da so v bistvu nasprotovali v celoti. Hvala za odgovor. Državni svetnik Stanislav Pojovnik. Hvala za besedo. Jaz se upravičujem, ker nisem strokovnjak za področje, ampak ko sem bral te dokumente, sem videl, da se predvideva priprava 2-letnih poročil in skrben pregled teh poročil, ki naj bi mogoče pomagala k razreševanju prav teh dilem, ki ste jih zdaj na koncu povedali. Ampak jaz pa sam vem iz lastnih izkušenj, da je priprava takega poročila kar zahtevno delo, da zahteva celo vrsto zbiranja podatkov in tako naprej. In se sprašujem, ali je to smotrno, ali je tak način reševanja sploh smotrno, ni bolj primerno, da se to razreši vnaprej in se, kakor da si zdaj naložimo za ne vem koliko časa eno hudo administrativno dolžnost. Hvala lepa. Tako je tudi prosil sodelavca, da poda odgovor. Hvala lepa za besedo. Glede teh poročil oziroma teh usklajevanj nekih stališč se moramo mogoče vrniti v leto 2017, ko je v Evropski komisiji nastajal predlog po spremembah dopolnitev pravil o časih vožnje, odmorih pa počitkov, ki jih pač morajo izvajati vozniki tako pri prevozu blaga kot pri prevozu potnikov. Zaradi same različne vsebine izvajanja pri prevozu blaga in pri prevozu potnikov je že takrat prišlo v bistvu do ideje ali pa predlogov, da bi se za prevoze potnikov, predvsem pri občasnih prevozih, določila neka dodatna pravila. Potem je v postopku sprejemanja mobilnostnega svežnja, ki je bil sprejet leta 2020, kjer so bila dopolnjena pravila, je potem v samem svetu Evropske komisije prišlo do predloga in v samo uredbo je bilo zapisano to
pravilo določilo, da Evropska skupnost oziroma komisija mora na vsake 2 leti izvajati monitoring nad tem, kako se to izvaja. Ne. Tako da pri samih teh, se pravi, pripravo teh poročil bo delala Evropska komisija, pripravo teh poročil pa dela na osnovi tega, da pozove države članice z določenimi vprašalniki ali najdejo zunanjega izvajalca, da pridobi ustrezne podatke in potem na osnovi teh podatkov mnenj tako vseh partnerjev potem izoblikujejo neko stališče. Ja, Grezov. Nisem pa zelo zadovoljen, ker se mi zdi, da to ne gre v smislu vitke države, ampak bom glasoval za ta predlog, ker se mi zdi, da urediti pa je potrebno stvari. Hvala lepa. Še kdo želi besedo? Torej, če ne, lahko to razpravo strnemo in bi predlagal naslednji sklep, da Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 561/2006 glede minimalnih zahtev za najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka v sektorju občasnega prevoza potnikov. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Prehajamo na drugo točko, to je predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2009/18 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa. Prosim tudi za predstavitev te točke. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane članice in člani Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve. Direktiva, ki jo obravnavamo, določa temeljna načela za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa. Ključne spremembe, ki jih uvaja predlog direktive, vključuje posodobitev sklicev na pravna besedila mednarodne pomorske organizacije, ki so bila spremenjena. Tako torej razširja področje uporabe na ribiška plovila, krajša od 15 metrov, ki so bila do sedaj izključena iz področja uporabe direktive, popravlja določene definicije pojmov, ki niso jasne oziroma poenotene z mednarodnimi predpisi, ter določa trenutek za pričetek preiskave, torej govorimo o njihovi uskladitvi. Direktiva daje torej možnost, da se organom držav članic zagotovi tehnična in analitična podpora strani Evropske agencije za pomorsko varnost ter usposabljanja za preiskovalce. Hkrati pa vzpostavlja obveznost postavitve certificiranega sistema vodenja kakovosti za organe za preiskovanje pomorske varnosti. Stališče Republike Slovenije pa je sledeče. Republika Slovenija načeloma podpira predlagane spremembe z izjemo uvedbe obvezne vzpostavitve certificiranega sistema vodenja kakovosti, torej vzpostavitve neke vrste ISO standarda za organe za preiskovanje pomorske varnosti. Republika Slovenija podpira prostovoljno uvedbo sistema vodenja kakovosti za preiskovalne organe, saj jih torej tudi sami ocenjujemo. Zaradi majhnosti našega organa za preiskovanje pomorskih nesreč nas skrbi sorazmernost takega posega, saj ta predstavlja po našem mnenju prekomerno administrativno in finančno breme ter tudi samo upravljanje in vzdrževanje certificiranega sistema, zato nismo naklonjeni uvedbi obveznega sistema certificiranja. Od Evropske komisije bi prav tako potrebovali nekaj več informacij o tem, kako bi se izvajala presoja certificiranega sistema in kakšen bi bil rok za njegovo implementacijo, ter ali bodo obstajale možnosti za pridobitev finančnih sredstev za vzpostavitev sistema iz evropskega proračuna. Za vzpostavitev posebnega sistema vodenja kakovosti bi bilo potrebno načrtovati sredstva in za izvedbo pridobiti strokovno usposobljene zunanje izvajalce. Ker predlog direktive predvideva, da bo sistem obvezen in podvržen presoji strani evropskega regulatorja, bi si želeli
pridobiti več informacij o tem, ali bodo države članice morale spostaviti certificiran sistem in kdaj bi ga morale spostaviti, ter kdaj in kako bodo postopkovno potekale presoje strani regulatornega organa. Republika Slovenija zato predlaga, da se rok za prenos spremembe direktive v nacionalne pravne rede podaljša na 24 mesecev ali več, prav zaradi pomembnih prilagoditev in uskladitev nacionalnih predpisov. Pri tem pa želel povedati, da Slovenija v svojem stališču ni osamljena, da je kar nekaj držav članic, ki razmišlja enako. Hvala lepa za predstavitev. Odpiram razpravo državnih svetnic in svetnikov. Kdo želi besedo? Ja, državni svetnik Miloš Pohalej, izvoli. Hvala za besedo. Zdaj, če jaz to razumem prav, nisem strokovnjak pomorskega prava in reševanja in se pravi raziskovanja nesreč, ampak zdaj, se pravi, če je bila neka ribiška ladja velikosti do 15 metrov, se je lahko zgodilo, da te nesreče, če je prišlo do neke nesreče, sploh ni se raziskovalo, kako je do te nesreče prišlo zdaj, oziroma ni bil nek enoten certificiran sistem, na kakšen način se to raziskuje. Vprašanje je pa pravzaprav drugačno. Vidimo, kaj se dogaja s prebežniki. In ti prebežniki uporabljajo tudi ribiška ladja. Večinoma, da prihajajo v Evropo in prihaja do dnevno nesreč. Pa me zanima zdaj, a bo zdaj to neka ladja, ki je bila seveda namenjena za ribištvo, pa so na te ladje prebežniki prišli v Evropsko unijo oziroma na področje Evropske unije. A se zdaj smatra ta ladja kot ribiška, pa se na ta postopek preiskuje oziroma s certificiranem načinu preiskuje, ali se sploh ne, ker so bili tu pač potniki in ni bila ribiška ladja. Če mi veste na to mogoče odgovoriti. Ja, bom seveda probal, če pa ne bom znal točno, pa bo moj sodelavec vodja, gospod vodja oddelka za pomorstvo, gospod Goše, pojasnil. Seveda ta direktiva torej ne posega v preganjanje ali pa preprečevanje migracij. Kar se tiče 15-metrskih čolnov, ribiških ladij, te iz Severne Afrike v Slovenijo ne plujejo. Tako da te bojazni ni. Pač ta direktiva vzpostavlja obveznost za preiskovanje pomorskih nesreč, ki jih naredijo plovila krajša, torej ribiške ladje krajše od 15 metrov. Mi mislimo, pač, da glede na velikost slovenskega morja in naših organov, ki preiskujejo te zadeve, ker mi smo kadrovsko, bom rekel, pri nas se ne dogaja veliko nesreč. In če bi to razširil na vse slovenske ribiške ladje, to je lahko potem tudi ribiški čoln ali pa barka, klasična ribiška, in bi moral pol preiskovalni organ, ko pride do trka, pa bilo česa, začeti to preiskovati, pisati poročilo. Neke posebne dodane vrednosti pa mi v tem smislu ne vidimo. Mi, hvala Bogu, v zadnjih letih, oziroma odkar je ta organ vzpostavljen, ne beležimo nekih hujših nesreč. In v bistvu mi vidimo v tem smislu to kot eno administrativno breme, še posebej v luči kadrovske zasedbe. Obstoječa kadrovska zasedba je primerna naši varnostni situaciji, v tem smislu, kaj se pomorskega prometa tiče, in to nalogo odlično opravlja, zastopimo. Menimo pa, da bi to širjenje, torej, da bi bila vsa plovila, recimo trčita dva ribiška čolna, dolžine 10 metrov, pa bi moral potem to preiskovalni urad, preiskovalec preiskovati, pa pisati, pa poročila, in seveda mi temu nismo naklonjeni. Tako da to je v bistvu naše stališče. Hvala lepa.
Ja, državna svetnica Elena Zavadlavšaj. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz bi pa imela eno vprašanje prav navezano na to velikost, ki je bila izpostavljena zdaj v obrazložitvi. In sicer glede na to, da tudi strani ministrstva ni naklonjenosti oziroma ni potrebe po uvedbi obveznega certificiranega sistema, ali ste mogoče na ravni EU-ja se pogovarjali tudi, da bi se ta uvedba obveznega certificiranega sistema uvedla samo za države tiste, ki imajo večji plovni park, če lahko tako rečem, oziroma ki imajo tudi več plovil na morju, ker to je le razlika, mi, ki imamo toliko morja v primerjavi z nekom, ki ima veliko več in je nesmisel se dodatno birokratizirati. Hvala. Karkoli tudi. Bom probal odgovoriti, rečem pa prosil tudi sodelavca gospoda Gošeta, da pojasnim, torej evropske direktive se morajo veljati v vseh državah članicah. Torej ne more ena direktiva, ne more se zgoditi, da je veljavnost evropskih direktiv omejena samo na določene članice, ker jih v bistvu vse sprejemamo, potrjujemo v zakonodajnem smislu. Mogoče pa bi lahko sodelavec prosim pojasnil glede te dolžine 15 metrov. Hvala, moje ime je Ivan Goše, vodja sektorja za pomorstvo. Zdaj, če sem vas razumel, govorite o certificiranju, da bi se za preiskovalni organ. Ne, zaenkrat ni bilo, torej direktiva je v fazi sprejemanja, razprava še ni končana, Republika Slovenija bo zaprosila za dodatne informacije. Zaenkrat še ni bilo govora o izjemah, da bi se kakorkoli države strukturirale ali pa da bi nasprotovale te direktivi, kajti direktiva vzpostavlja temeljna načela za preiskovanje teh pomorskih nesreč. Poudariti tukaj velja, da to velja, preiskovalni organ. Namen je ugotoviti vzroke za nesrečo, ne ugotavljanje krivde in podati priporočila za izboljšanje varnosti, tako človeških življenj, okolja in to dalje. Torej, to poteka neodvisno od preiskovalnih organov, preiskovalnega sodnika, policije, delovne inšpekcije, če gre za kršitve delovnopravne zakonodaje, okoljske zakonodaje in tako dalje. Tako da ne, na vaše vprašanje ni bilo, govora, da bi države glede na velikost flote, registra ali pa števila plovil, kakorkoli, želeli doseči neko izjemo glede samega certificiranja. Naj pa še dodam, da kar se tiče preiskovalnih organov, v Sloveniji imamo enega preiskovalca pomorskih nesreč, vedeti moramo, preiskovanje velja zgolj za ladje, to so plovila nad 24 metrov, torej ne velja za jahto 20-metrsko, ne. In tukaj je zdaj se širi domet te uredbe, da bi veljali tudi za ribiška plovila pod 15 metrov, glede na gostoto pač prometa, koliko so na morju, zaradi, okoljskih, aspektov, kot tudi varstva človeških življenj, ker ti pri ribiških plovilih ponavadi gre za prevračanje plovil, ker so v nevarnem morju v vseh razmerah. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi razpravljati? Če ne bi za konec še jaz v bistvu dve zadeve. Tukaj je bila v bistvu glede posvetovanja z deležniki narejena neka ciljno usmerjena anketa, sem videl, ki je organiziral svetovalec pristojen za zunanjo podporno študijo. Ali je tle mišljeno, da so bili tudi v bistvu tisti naši državljani oziroma kakorkoli že podjetja, ki imajo te rečemo plovila manjša od 15 metrov tukaj vključeni, oziroma kakšno je sploh v bistvu njihovo mnenje. Pa druga zadeva, pri oceni učinka vidim tle, da so v ciljih politike napisane 3 možnosti. Možnost A, B in C, ki so precej različne. V katero smer se nagiba v bistvu naše stališče, če lahko bi rekel, poveste? Če me usmerite, na katero stran to misli? To je stran 6. V bistvu ocena učinka je tukaj.
navedena. Te učinke je pripravila Evropska komisija. Zdaj, tudi kar se same ankete tiče, mi nismo sodelovali ali pa da bi na ministrstvu anketo vodili, pa da bi jo pošiljali našim deležnikom, torej ne, ali bom rekel ribičem, ker to je, da rečem, direktiva, ki se nanaša na preiskovalni organ. Bom rekel, ki v primeru, da pride do nesreče, opredeljuje temeljna načela, postopkovna pravila in nazadnje tudi domet uporabo te uredbe, ki jo bomo potem mi transplantirali za spremembo bodisi pomorskega zakonika ali pa uredbe o preiskovanju pomorskih nesreč. To, da te, bom rekel, možnosti je Evropska komisija, bom rekel, predstavlja, bom rekel, mi pri njih nismo sodelovali, pomenijo pa neko analitiko, ki jo oni pri svojih zakonodajnih aktih uvedejo, kot tudi, kot ste videli, ostali številke ekonomski, a veste, da učinki na proračune bojo imelo, ne vem, od 14 do 140 milijonov evrov, a veste, to so reke ocene, ki so jih oni na podlagi svoje metodologije ugotovili. V redu. Zdaj, če lahko strnemo razpravo, bi jaz oblikoval naslednji sklep, da Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2009/18 o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa. Kdo je za takšen sklep? Hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Najlepša hvala vam za današnjo predstavitev. Torej, mi pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko, to je 3. točka. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2014/49 glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev sistemov jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti. Prosim predstavnike Ministrstva za finance za predstavitev. Hvala za besedo. Moje ime je Robert Petek, vodja sektorja za bančništvo. Vlada Republike Slovenije je predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive o spremembi direktive 2014/49 EU glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev v sistemu jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti obravnavala in sprejela na seji 17. avgusta 2023, pri čemer predlog v splošnem podpira, hkrati pa si bo v procesu sprejemanja tega zakonodajnega predloga Slovenija prizadevala, da se v največji možni meri odpravijo zadržki do nekaterih predlaganih sprememb, zlasti glede predlagane uporabe sredstev iz Nacionalnega sklada za jamstvo vlog, tudi v postopku reševanja bank, saj lahko slednje negativno vpliva na nacionalno sposobnost financiranja jamstva za vloge v primeru propada banke. Najprej bi rad podal nekaj pojasnil glede sedanje ureditve sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji. Za to področje je sprejeta direktiva 2014/49 EU o sistemih jamstva za vloge, ki je v nacionalni pravni red prenesena z zakonom o sistemu jamstva za vloge. Na podlagi tega zakona je v Republiki Sloveniji vzpostavljen en sistem jamstva za vloge, katerega članice so obvezno vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, pod določenimi pogoji pa tudi banke tretjih držav, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji. Znesek kritja za vlogo posameznega vlagatelja pri posamezni banki znaša 100.000 evrov. Sistem jamstva za vloge upravlja Banka Slovenije, ki v okviru te pristojnosti upravlja tudi sklad za jamstvo vlog. V ta sklad sredstva vplačujejo banke. Njegova ciljna vrednost, ki bo dosežena do konca tega leta, pa znaša 0,8% vrednosti vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji. Po podatkih Banke Slovenije so banke do sedaj v sklad za jamstvo vlog vplačale 150 milijonov evrov,
to je stanje na dan 31.12.2022. Končno pa naj bi ta sklad razpolagal sredstvi v višini približno 190 milijonov evrov. Ta sredstva do sedaj še niso bila uporabljena. Sredstva tega sklada se lahko uporabijo zgolj za izplačilo jamstva za vloge, v primeru, če se bo zoper katero od bank začel stečajni postopek. Če sredstva iz sklada ne bodo zadoščala za izplačilo jamstva, bodo preostale banke prispevale dodatna sredstva. Obveznost zagotavljanja kritja jamstva za vloge torej nosi bančni sistem sam in ne davkoplačevalci, ker bančni sektor še dodatno sili k preudarnemu in varnemu poslovanju. In zdaj še nekaj na kratko o bistvenih novostih, ki jih prinaša predlog te direktive. Ta predlog je del zakonodajnega paketa Evropske komisije, ki se nanaša na izboljšanje kriznega upravljanja bank in ki obsega še spremembo EU uredbe in EU direktive, ki urejata vzpostavitev okvira za sanacijo in reševanje bank. Predlog te direktive v osnovi izboljšuje učinkovitost postopkov, ki so predvideni v primeru aktiviranja mehanizma za izplačilo jamstva za vloge. Nadalje širi tudi obseg zajamčenih vlog na vloge javnih organov, ki po sedanji ureditvi niso zajamčene. Ker je ta pojem, torej javni organi, v državah članicah EU različno definiran, je v praksi prihajalo do različnega obsega zaščite teh vlog. Zato je komisija predlagala, da se po novi ureditvi zaščitijo tudi vloge javnih zavodov, konkretno bolnišnic, šol in pa tudi lokalnih skupnosti. Nadalje, pomembne spremembe so predlagane tudi na področju financiranja ukrepov za reševanje bank. Tu predlog predvideva sodelovanje sklada za jamstvo vlog in sicer se sredstva tega sklada, kot sem že omenil, po sedanji ureditvi lahko namenijo le za izplačilo jamstva za vloge v primeru stečaja banke. Ker pa ta reforma kriznega upravljanja bank hkrati povečuje število bank, ki bi se v primeru težav reševale in ne likvidirale, komisija predlaga, da se za financiranje reševanja lahko pod določenimi pogoji uporabijo tudi sredstva iz sklada za jamstvo vlog in sicer se izvede test najmanjših stroškov, na podlagi katerega se potrdi, da bi sklad za jamstvo vlog v tem primeru, torej če bi prispeval sredstva za reševanje banke, utrpel manjše izgube, kot v primeru, če bi prispeval sredstva za izplačilo jamstva v primeru, če bi šla banka v stečaj. Slovenija ima glede tega predloga zadržek, saj obstaja bojazen, da bi se sklad v primeru večjih težav v bančnem sektorju prehitro izčrpal, dodatna sredstva pa bi morale prispevati druge banke v bančnem sistemu, kar bi lahko ogrozilo finančno stabilnost v državi. Po drugi strani pa je treba tudi upoštevati dejstvo, da bi se po tej reformi več bank reševalo, med drugim tudi srednje velike in manjše banke, torej večina slovenskih, in bi bila verjetnost izplačil jamstva za vloge temu ustrezno nižja. Vlada Republike Slovenije v svojem stališču izraža načelno podporo tej direktivi, hkrati pa izraža zadržek do predlagane uporabe sredstev iz Nacionalnega sklada za jamstvo vlog, tudi v postopku za reševanje bank, in si bo v procesu sprejemanja tega predloga prizadevala, da se v največji možni meri ti zadržki upoštevajo oziroma odpravijo. Predlagam, da stališče vlade do tega predloga podprete. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za predstavitev. Odpiram razpravo državnih svetnic in svetnikov. Kdo želi besede? Državni svetnik Miroš Pohove. Če mikrofon izključite, prosim. Hvala za besedo. Se pravi, če Republika Slovenija ni glih naklonjena reševanju se pravi bank, potem preostane, da v primeru stečaja neke banke, potem se pravi zajamčene vloge krijejo davkoplačevalci. Ali kdo? Če mi zdaj nasprotujemo sistemu, da se iz teh sredstev, ki ste rekli, da so v skladu, ne rešuje, ne vem, večjih, srednjih ali pa manjših bank, potem jih rešuje kdo, te zajamčene vloge. Hvala.
Prosim. Hvala za vprašanje. Po tem novem sistemu, ki velja že od leta 2016 dalje v Republiki Sloveniji, je bil ustanovljen sklad za jamstvo vlog. To je pač sklad, v katerega prispevajo vse banke, z njim upravlja Banka Slovenije in v ta sklad se bo do konca tega leta nateklo za 190 milijonov evrov. Trenutno je 150 milijonov, ker se pač letno postopoma polni. In to so sredstva, ki so na voljo pri Banki Slovenije, torej so visoko likvidna sredstva. In če pride do težav, do stečaja banke, se oceni višina te obveznosti, torej se oceni koliko zajamčenih vlog, potem se do 100 tisoč evrov oceni in ta sredstva se izplačajo iz sklada. Država tukaj nima ničesar, nobene vloge. Če bo na podlagi tega izplačila ugotovljeno, da je sredstvo premalo, ker namreč tukaj moramo vedeti, da v Sloveniji imamo pač tudi banke, ki imajo kar dosti depozitov, med njimi so večinoma od prebivalstva in to so pač zaščiteni do 100 tisoč in so ti zneski relativno visoki. Točne podatke ima seveda Banka Slovenije in če so ta sredstva nezadostna, potem Banka Slovenije po zakonu naloži ostalim bankam v bančnem sistemu, da vplačajo dodatna sredstva. In tukaj, v tem sem jaz govoril, torej, če pa zdaj dopustimo, da se ta sredstva uporabijo tudi za reševanje bank, seveda pa hipotetično pride v nekem času tudi do primera, ko neka banka gre v stečaj in se ne rešuje, takrat v tem skladu ne bo zadosti sredstev in bo pritisk na ostale banke, da prispevajo milijone v ta sklad. In seveda to lahko na nek način, če gre za večje zneske, ogrozi stabilnost bančnega sistema. Ampak v osnovi je sistem zastavljen tako, da bančni sistem sam na nek način dejansko priskrbi sredstva za izplačilo jamstva, ker sili banke k temu, da so seveda med seboj solidarne in da pazijo še bolj kot sicer, da poslujejo varno in da ne zaidejo v težave. Ker če ena banka zaide v težave, so druge banke prisiljene prispevati sredstva v ta sklad. To je ta sistem, ki ni nov, to velja že od leta 2016, ko je bil ta zakon oziroma direktiva in potem zakon sprejet pač po posamežnih državah članicah za prenos te direktive. Hvala lepa. Še kdo želi? Ja, Korene, državni svetnik. Ja, hvala lepa za besedo. Ja, tudi sam mislim, da je tale sprememba v predlogu direktive ena ključnejših ali pa kar celo ključna in bi, čeprav bom podprl to stališče vlade, mogoče rekel, da je ta beseda, da je Slovenija zadržana do tega predloga spremembe, mogoče celo premila, ker točno razumem to, kar ste zdaj razlagali in sem si predstavil ravno tako, še posebej pa je v oziru tega mogoče ta beseda premila, ker je kar velik delež slovenskega bančnega sistema v tuji lasti, ne? In tukaj pa nikoli ne vemo na nek način, kako se lahko ena večja korporacija, večji sistem odloči in na nek način tudi zapelje poslovanje te banke lahko v tuji lasti in potem vse banke, še posebej pa te manjše, ki bojo zajete, rešujejo točno to, kar ste zdaj razlagal na sistem solidarnosti. Jaz mislim, da tukaj res jamstvo vlog je jamstvo vlog, jasno je, kdo so varčevalci. Varčevalci so gospodarstvo in prebivalstvo in to jamstvo vlog mora biti s tem skladom zagotovljeno. In mogoče čisto eno vzporedno vprašanje še, relevantni sogovornik za izmenjavo mnenj je bila tukaj Banka Slovenije, sem v uvodu videl, Združenje bank se vam pa ni zdel relevanten sogovornik v tej fazi pač preverbe na nek način stališča. Hvala. Prosim. Najprej glede besede zadržana. To je v bistvu diplomatska fraza. To moramo vedeti, da v teh pogajanjih, če ne pišemo v stališče, da smo zadržani, to pomeni, da bomo na konkretnih pogajanjih temu nasprotovali. Bomo skupaj z ostalimi državami, ki imajo podoben problem, ki so manjše, naprimer vzhodnoevropske, tudi Luksemburg, Belgija, imamo podoben problem, ker nacionalni skladi niso zadostni za takšne zadeve, za financiranje teh propadov bank. Tako da ta beseda je, kot sem rekel, diplomatska, ampak v praksi pa pomeni, da bomo skupaj z ostalimi manjšimi
skušali doseči, oziroma si bomo prizadevali, da bo vsaj določena kapica mogoče na ta sredstva, primeroma, da se, če se uporabijo za reševanje bank, da se lahko v določenem procentu od sredstev, ne pa v celoti. To se pravi, da se do neke mere lahko uporabijo, potem pa, ne vem, do 50%, naprimer, potem pa ne, kajti drugače je prevelik vpliv na nacionalni bančni sistem. Zdaj, kar se tiče Združenja bank Slovenije, gledajte, mi smo z njimi če hočete, v tedenskem stiku. V zadnjem času se sestankujemo tedensko zaradi drugih razlogov, no, verjetno poznate izredne ukrepe in tako naprej. Z Banko Slovenije smo res še bolj tesni sodelujemo, ker oni so le nadzorniki in poznajo sistem, regulatorji in poznajo stanje v bančnem sistemu in tudi točno vejo, kaj posamezni ukrep pomeni za naš bančni sistem, tako da smo z njimi usklajeni. Z Združenjem bank se običajno direktno ne usklajujemo, vendar jih pa seznanjamo oziroma se tudi sami seznanjajo preko vseh teh javnih objav. Nimamo pa, običajno se ne usklajujemo tako, kot se z Banko Slovenije, ampak bolj mogoče pričakujemo, da bo združenje samo opozorilo, ki tudi spremlja in vem, da spremlja aktivno, ker so tam zaposleni prav za te namene, določeno osebje, da zelo spremljajo, kaj se dogaja na tem nivoju in nas že sami opozarjajo. V tem primeru nas sami niso opozorili, tudi mi mislimo, da so ti naši predlogi oziroma naša stališča v smeri zaščite bančnega sistema in če hočete tudi bank. Ja, hvala lepa. Še kdo želi? Bi imel še dva vprašanja zdaj za na konc. V bistvu bančni sektor je seveda po tej zadnji finančni krizi bistveno bolj odporen, saniran, dokapitaliziran in privatiziran in tako naprej. Verjetno so ta tveganja zdaj bistveno manjša. Zdaj vsem mene zanima, ali mogoče vemo, ali obstaja številka, vemo, da so vloge naših državljanov, omenila se je številka 30 milijard, ali vemo, koliko je teh, kakšen znesek je teh vlog, ki so do 100 tisoč evrov v seštevku, oziroma kakšen znesek morajo banke garantirati, pa ali je definiran v tem najslabšem možnem scenariju, če gre banka v stečaj, v kolkem času je definiran čas, v katerem, bi rekel, nek državljan dobi to vlogo nazaj. Če začnem na koncu, ja, direktiva in potem tudi zakon določa, da od dneva, ko Banka Slovenije ugotovi, da je prišlo do trenutka, ko se vloge ne morejo izplačati, da mora potem sistem v 7 dneh od tega dne izplačati vloge, zajamčenim. To je 7 dni. Kar se tiče skupnega števila depozitov, teh podatkov na ministrstvu nimamo, to so podatki, s katerimi razpolaga Banka Slovenije. Mi lahko samo ocenimo, ker je ciljna vrednost sklada 190 milijonov in to je 0,8% zajamčenih vlog, da je vseh skupaj trenutno v Sloveniji teh depozitov, vlog, če hočete, približno 24 milijard evrov. Toliko je zajamčenih vlog, to so ogromne številke, ne za navadne državljane, ampak dejansko denarja v bankah v tej obliki je veliko. In če bi pa zdaj špekuliral za posamezno banko, mislim, teh točnih podatkov nimamo, kot sem rekel, BS s tem razpolaga, vendar, kot nam kolegi govorijo, bi ta sredstva, torej 190 milijonov, zadoščala za propad kakšne manjše banke, oziroma celo hranilnice, če hočete. Ampak, kot sem pa prej v uvodni predstavitvi povedal, je pa ta reforma bo tudi povzročila, da se bo več bank reševalo. Tukaj je pa tveganje manjše. Tukaj imamo tveganje, najprej tveganje z vidika sedanje situacije, ko so ta sredstva sicer na prvi pogled 120 milijonov je kar nekaj, ampak zadoščajo za eno, mogoče, ampak to vzemite kot neuraden podatek, točnih podatkov jaz nimam.
če bi šla ena banka, hranilnica, mogoče v stečaj, če se pa zgodijo kakšne hujši potresi, pa vsi vemo, kaj to pomeni za državo. In ravno tukaj bi še omenil, da se na EU nivoju že leta pogovarjamo o vzpostavitvi tretjega stebra bančne unije. To je pa enotni sistem jamstva za vloge. Če bo pa tega prišlo, ko bo prišlo, pa to pomeni, da bi celotni bančni sektor v EU-ju jamčil, torej prispeval v sklad, v tem primeru bi bil ta sklad imel milijarde na razpolago. Ampak bi jamčil, bi vse banke jamčile za propad, grške banke, naprimer, ali slovenske banke, ampak do tega sistema verjetno ne bo prišlo ravno zaradi tega, ker države, ki so bolj, ki imajo stabilnejši bančni sistem, ki so bolj previdne, ne želijo preko tega sistema financirati propade držav, ki so potem v preteklosti zelo znane, grška, italijanske, španske, kaj sem še pozabil, kakšne druge, glavno sredozemske države. Skratka, to je to ozadje. Najlepša hvala za odgovore. Če ni več vprašanj, bi predlagal naslednji sklep, da Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloge direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktive 2014/49 glede obsega zaščite vlog, uporabe sredstev sistemov jamstva za vloge, čezmejnega sodelovanja in preglednosti. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Prehajamo na 4. točko. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe EU številka 1286/2014 glede posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami. Prosim za predstavitev. Hvala lepa, naslednji. Hvala za besedo. Jaz sem Blaž Zupančič, sodelavec na sektorju za zavarovalništvo in trg kapitala. Jaz bi v svoji predstavitvi predstavil še to 5. točko, ker sta 4. in 5. točka med seboj povezani. Tako da, spoštovani predsednik, spoštovane svetnice in svetniki, Evropska komisija je v svojem akcijskem načrtu za unijo kapitalskih trgov iz septembra 2020 sporočila, da namerava pripraviti strategijo za naložbe malih vlagateljev v Evropi, katere namen bo zagotoviti, da bodo lahko mali vlagatelji v celoti izkoristili kapitalske trge, da bodo podprti s pravili, ki bodo skladna v vseh ustreznih pravnih aktih. Namen strategije Evropske unije za naložbe malih vlagateljev je ukrepiti zakonodajni okvir, da bi se zagotovilo opolnomočenje malih vlagateljev za sprejemanje bolje informiranih naložbenih odločitev, ki bolj ustrezajo njihovim potrebam in ciljem, ter njihova ustrezna zaščita na enotnem trgu s skladnim regulatornim okvirom, predlaga okrepljen okvir za nadaljnje izboljšave preglednosti, zlasti glede stroškov, krepi pravila proti zavajajočim tržnim sporočilom, pravila za zagotovitev nepristranskega in kakovostnega svetovanja ter pravila za zagotovitev, da produkti distribuirani malim vlagateljem ponujajo možnost stroškovne učinkovitosti. Namen je zagotoviti posodobljen, čim bolj poenostavljen okvir za naložbe malih vlagateljev, ki bo usklajen in skladen med različnimi sektorji. EU ima že sedaj vzpostavljen zakonodajni okvir za zaščito malih vlagateljev, ki ga razvija že več desetletij. Raven zaščite malih vlagateljev se je sčasoma močno okrepila zlasti po finančni krizi v letu 2008. Sedanji celoviti zakonodajni okvir je sestavljen iz 5 pravnih instrumentov, katerih namen je za vsak sektor posebej uskladiti zahteve glede zaščite malih vlagateljev na področju investicijskih storitev, zavarovalnih, naložbenih produktov in upravljanja sredstev. Tako je aktualni predlog zakonodajnega paketa sestavljen iz 2 zakonodajnih predlogov, in sicer iz predloga direktive o spremembi nekaterih direktiv v zvezi s pravili Unije o zaščiti malih vlagateljev in predloga uredbe o spremembi uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami o paketih naložbenih produktov za male vlagatelje
in zavarovalnih naložbenih produktih, tako imenovan PRIP. Oba zakonodajna predloga se nanašata na ukrepitev zaupanja malih vlagateljev v kapitalske trge. Republika Slovenija pozdravlja prizadevanja za vzpostavitev učinkovite unije kapitalskih trgov in vzpostavitev trdnega evropskega finančnega trga. Z namenom njene poglobitve podpira predlagane zakonodajne predloge, ki bosta omogočila bolj konkurenčne in s tem robustnejše kapitalske trge in podjetjem ponudila nove vire financiranja za okrevanje gospodarstva po COVID krizi. Pri tem izpostavljamo, da je potrebno nameniti posebno pozornost zaščiti malih vlagateljev ter krepitvi finančne pismenosti. Spoštovani, s sprejetjem tega zakonodajnega paketa bodo potrošniki bolje izkoristili naložbene priložnosti, ki jih ponujajo kapitalski trgi, s tem bodo lahko bolje razumeli in primerjali naložbene ponudbe, bolje poznali in upravljali stroški povezanimi z njihovimi naložbenimi odločitvami in bili manj izpostavljeni pristranskosti v postopkih investicijskega svetovanja. Hvala. Hvala lepa. Torej govorimo o dveh povezanih točkah, 4 in 5. Tako. Obe točki se nanašata na zaščito malih vlagateljev, enkrat je direktiva, enkrat uredba. Tako da bi opravili razpravo lahko o obeh točkah, potem pa glasovali vsaki posebej. Tako da odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Zdaj mogoče sem za razjasnitev. Zdaj v tem primeru, ko ste rekel, se pravi, mali vlagatelji bodo bolje informirani, pač kam bodo lahko vlagali denar, bolj primerljive zadeve bodo imeli na razpolago. A bo to v obliku informacijske tehnologije, na kakšen način se bo komuniciralo z njimi, oziroma kje bodo lahko pridobivali te informacije? Ja, hvala za besedo. Mali vlagatelji, oziroma kot vemo zdaj, v sodobnem času se eksponencialno povečuje zmožnost informacijske tehnologije, da predstavi, recimo, vizualizira stroške, vizualizira tveganja, vizualizira vrednosti različnih finančnih inštrumentov, skupin finančnih inštrumentov skozi čas, skozi njihovo vrednost. In kot vemo, ponudniki teh storitev že vse to uporabljajo. Točno optimirajo, bom rekel, svoje donose na ta način in zakaj ne bi to optimirali tudi mali vlagatelji, torej, oziroma zakaj ne bi regulator oziroma zakonodajni okvir reguliral tudi v tej smeri, da se to ponudi tudi malim vlagateljem. Poleg tega se bo povečala transparentnost, mnogo bolj se bo vedelo, kakšne so strukture, stroškovne strukture z posameznih produktov. Vemo, da recimo svetovalci da pravljajo svoje delo dobro kompenzirani in da pač vlagatelj bolj ve, kaj, komu, kdaj in zakaj plača in kaj bo od tega imel. V redu, najlepša hvala, gospod Zupančič. Torej, zdaj bi lahko strnili razpravo in oblikovali oba sklepa. Zdaj pod točko 4 predlagam, da Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe EU številka 1286/2014 glede posodobitve dokumenta s ključnimi informacijami. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. In pa še točka 5. Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktiv 2009/65, 2009/138, 2011/61, 2014/65 in 2016/97 v zvezi s pravili Unije o zaščiti malih vlagateljev. Kdo je za takšen sklep? Hvala. Tudi ta sklep je soglasno sprejet. Prehajamo še na našo 6. točko. To je predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta
o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljalskih dejavnikov. Prosim še za to predstavitev. Hvala lepa za besedo. Polona Gul, sektor za zavarovalništvo in trg kapitala, Ministrstvo za finance. Torej, spoštovani, predlog te uredbe v zvezi s preglednostjo in celovitostjo dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljalskih dejavnikov oziroma tako imenovanih ESG dejavnikov je sestavni del prenovljene strategije Evropske komisije za trajnostno financiranje. Naložbe, pri katerih so ključni ESG dejavniki, postajajo namreč v zadnjih letih pomemben del uveljavljenih oblik investiranja. V zvezi s tem se je razvil celoten naložbeni ekosistem ESG, ki med drugim zajema ponudbo ocen ESG. Take ocene se tržijo kot presoja izpostavljenosti podjetij ESG dejavnikom ter kot mnenje o vplivu teh podjetij na celotno družbo. Glavni težavi trenutnega trga ocen ESG pa sta pomanjkljivost in nezanesljivost ocen, saj potrebe vlagateljev in ocenjevanih subjektov glede ocen ESG velikokrat niso izpolnjene, posledično pa je ogroženo zaupanje v te ocene. Zato se je Evropska komisija v prenovljeni strategiji zavezala, da bo sprejela ukrepe za izboljšanje zanesljivosti, primerljivosti in preglednosti ocen ESG. Cilj tega predloga je tako izboljšati kakovost informacij o ocenah ESG in sicer prvič z izboljšanjem preglednosti v zvezi z značilnostmi in metodologijami ocen ESG ter drugič z zagotavljanjem večje jasnosti glede poslovanja ponudnikov teh ocen. V predlogu uredbe so torej določena pravila za ponudnike ocen ESG, ki poslujejo v EU. Med drugim predlog uredbe denimo določa organizacijske zahteve ter postopke in dokumente v zvezi z upravljanjem dejavnosti ocenjevanja ESG. Tako bodo morali ponudniki ocen ESG upoštevati določena nova pravila, vključno s potrebo po uporabi ustreznih sistemov, virov in postopkov ter potrebo po zagotavljanju neodvisnosti dejavnosti. Poleg tega predlog uredbe tudi pooblašča Evropski organ za vrednostne papirje in trge, ESMA, za upravljanje nove funkcije izdajanja dovoljenj ponudnikom ocen ESG in nadzora nad njimi. Vlada Republike Slovenije podpira ta predlog, saj meni, da spodbuja izkoriščanje potenciala evropskega enotnega trga ter predvsem izboljšuje kakovost informacij o ocenah ESG. Spoštovani, na podlagi navedenega predlagam, da predlog stališča do predloga uredbe podprete. Najlepša hvala za predstavitev. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Mogoče sem eno tako vprašanje, mogoče bolj preprosto. Kdo pa so sploh te ponudniki ESG? So to, bi rekel, neka svetovalna podjetja, kdo jih najema, plačuje, kako se, bi rekel, pride do teh analiz? Hvala za vprašanje. To so navadno v bistvu večje mednarodne agencije, kot je na primer Moody's, ki že tako v bistvu proizvaja druge rating ocene in med drugim v svojem asortimanu torej proizvaja tudi te ESG ocene. Zdaj, kdo so uporabniki? Navadno večja podjetja, recimo, ki kotirajo na borzi, tudi naša slovenska podjetja, ki recimo kotirajo na borzi. Tako da ja, to je to. Najlepša hvala, gospod Polona Gul. Še kdo mogoče želi besedo? Če ne, bi predlagal, da sprejmemo naslednji sklep. Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve podpira predlog stališča Republike Slovenije do predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljalskih dejavnikov. Kdo je za takšen sklep? Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala še enkrat obema za predstavitev dveh točk oziroma treh točk. Nam je ostala še zadnja 7. točka, to je potrditev zapisnikov naših 3 rednih sej, se pravi 12., 13. in 14. ter druge izredne seje naše komisije. Predloge zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti, tako da sprašujem, ali ima kdo kakršnokoli pripombo na zapis. Torej, če ne, predlagam, da kar vse 4 zapisnike potrdimo. Kdo je za potrditev vseh 4 zapisnikov? Hvala lepa. Ugotavljam, da so vsi 4 zapisniki tudi verificirani.
Zdaj, preden zaključim sejo, še glede poročevalca, ker imamo še kar nekaj točk čez en teden, bi ga določili potem čez en teden, ker bo verjetno neko skupno poročanje z vse skupaj, ko se bo še tudi kolega Poglajen udeležil, pa bomo dogovor sprejeli. S tem tudi zaključujem današnjo 15. sejo naše komisije. Vidimo se na naši komisiji čez en teden, v petek imamo pa že izredno sejo. Ja. Hvala lepa.